Ob gledanju nanizanke Obalna straža sem si vedno želel postati reševalec iz vode in uživati v družbi lepih deklet. Danes so se mi sanje uresničile. A žal se kot ponavadi sanje razlikujejo od realnosti. Tudi tokrat brez izobraževanja ne bo šlo. Par pogojev je, moraš biti polnoleten, vsaj srednjo šolo končano, opravljen moraš test iz plavalnih sposobnosti, spravi, da si sposoben plavati, kravelj, prsno, bočno, vse živo. Če izpolnjuješ te pogoje, se lahko prijaviš na tečaj. Tečaj traja približno 14 dni. Se pravi, vsak dan si približno 6 ur v vodi, izpolnjuješ tehniko plavanja, vzdržljivost, moč. Ko to osvojiš, greš na reševalne akcije. Reševalne akcije potekajo tako, da rešuješ utopljenca, ki je v onemoglem stanju, v nerazsodnem stanju, v nezavestnem stanju pod vodo. Kdo največkrat potrebuje pomoč reševalcev? Ja, največkrat so mlajši, ker predvsem otroci, pri katerih še ne veš, ali znajo plavati ali ne. Otroci, katerih starši enostavno jih pustijo v bazenih, in odstavijo drugam, otroci pa so prepuščeni sami sebi in lahko počnejo razne neumnosti. Lahko najprej poskusim, če mi poklic ustreza in se potem odločim? Kdo pa reševalcem povzroča največ težav? Mladi, med kakšnim 15 in 20 letom, ki sami po sebi želijo delati neumnosti, razne, da na to bogano ne upoštevajo pravil, da skačejo v vodo tam, kjer je prenizka. Splošno pa ne vem, ko jih opozoriš enkrat, dvakrat, da večinoma vsi mir. Kam pa ti? Takoj nazaj. Veš, da nas smeš čez rdečo? Ti bom že pokazal, ki... Kje se skrivaš? Neuspeh sem pripisal začetniški smoli. Pa pojdimo drugam. Opazovanje in nadzorovanje kopalcev. To bom pa menda jaz mogel. Tukaj imam pa slab razgled. Najbolje bo, da se malce sprehodim in se pozanimam o negativnih lastnostih poklica. Nenehna pozornost na kopalne površine. Sem prihaja na bazen ogromno ljudi, od mladih do starejših. Moraš biti zelo prilagodljiv in fleksibilen, da ohraniš mirno kri in da vzpostaviš konkreten stik z obiskovalcem. Kaj je narobe? Ne po vodi? Ampak če drugače nisem dobro videl. Samo sedim in opazujem bazen. Prav. Ojoj, pa ne že prvi dan. Čas je, da se izkažem. Zdržite, gospodična, že grem. Dan je bil res naporen in stresen. Prav tako pa tudi ta poklic. Kakšne pa so dobre strani poklica? Delo je zelo fleksibilno, prilagodljivo, vedno si v stiku z ljudmi. Dosti izkušenj nabereš prek komunikacije z ljudmi. Dosti izkušenj pomagaš glede prve pomoči, ko pomagaš ljudem, ko se nekaj zgodi. Samo malce se odpočijem, potem pa takoj nazaj v akcijo.